prijatelji. Jezdimo, sijemo in držimo skupaj, karkoli se zgodi. Ja, vsi smo skupaj v avanturah. Jezdimo nekam, kjer mestimo vsi. Gremo na grivje! V današnji epizodi moda, ki se Klari zdi dobra za umret, Fabuloso! se izkaže za precej nevarnejšo, kot si je predstavljala. Ne predstavljate si, koliko je treba žrtvovati za modo. Ne v tej obleki, veliko prelegalno je. Ježa v velikem slogu. Tini, kam se ti pa tako zelo mudi? Tartufi! Voham tartufe! Naj posvarim Tini glede tiste blatne kaluže, v katero bo padla. Kje so zlasti tartufi? Tini, pazi! Tini, si še cela? Angora, zakaj nisi povedala Tini za tisto kalužo? Lahko bi si kaj naredila. Saj nisem jaz kriva, če je slepa od lakote, ne? Saj veš, da ne mara biti umazana. No, prav, res bi ti lahko rekla. Ampak bilo je pa zabavno. No, je že bolje. No, glede tartufov. Živjo, kako gre? Živjo, Moni, kako je s tabo? Kakšna majica, res lepa, krasna je. Hvala! Sama sem jo sešila. Uporabila sem raztegljivo blago, da se lahko lažje premikam, ko jaham. Res je super. Nisem vedela, da šivaš. Ja, veliko si šivam za šolo. Šivanje je moj konjiček. Kaj mislite, kdo je prišel zdaj? Nihče, ki bi ga poznali. Pri hiši se je ustavil. Pojdimo pogledat. To je torej grivje. Lepo, res lepo. Lahko bi bilo bolje. Skoraj, ne čisto. Je že bolje. Pa poglejmo. Nekaj, ki še manjka. Saj res, jaz sem manjkajoči dodatek, začimba, ki bo popestrila grivje. No, Šmit-Smil, vnesimo malo življenja sem. Res je on. Kdo pa? Saj ne moreš vedeti. Ne vem, zakaj se druživa s temi zabiteži. Zoja, delaj se, da si nas že užalila in nam povej, kdo je ta tip. Tako imenovani tip je samo kot najboljši, najlepši, Najprodornejši modni oblikovalec. na celem svetu. Smiljan Šmit-Smil! Dobro. Kaj pa počne tukaj? Smiljan govori z Binetovimi starši o slikanju. Tu na grivjem. Joj, omedlela bom. Modna revija. A si slišala? Ima nove modele za dresuro. Se to res dogaja? Saj vem, uščipni me. Zanima me, kaj boste zvedeli Zoja in Klara. Kaj se dogaja? Že dolgo niste bili tako navdušeni. Zagotovo gre za tistega Smiljana, ki ima skuštrano grivo. Bevsk, je kaj novega? Ja, poslušali smo pod oknom. Smiljam, Šmit-Smil in Binetovi starši govorijo o fotografiranju. Najbrž bom glavna jaz. Kaj pa da jaz? Ljubka mujska sem. Počakajte, da slišite tole. Smil išče lokacije za naslednje fotografiranje. Da pokaže novo linijo dresurnih oblačil za EK. To je elegantni konjeniki. Za tiste, ki se ne spoznajo na modo. In to ste vse ve. Kakorkoli, za snemanje je izbral grivje. Proti nam prihaja. Krasno je tako, katero besedo že iščem. Nice! Tako nice! Fabuloso, ljudje, fabuloso! Lep konjiček. Očitno nima pojma o konjih. Zakaj oblikuje dresurno linijo? Gospod Šmit-Smil, v čast mi je, da sem vas srečala. Vidim, da nosiš moje pavje viseče uhane iz najnovejše kolekcije. Podajal se ti. Obožujem jih. Jaz imam 2 para, Smil.
Nam poveste, kakšen je koncept za snemanje? Koncept je čisto preprost, sijajen in preprost. Gre za postmoderno retrošik funkcijo šele za formo raziskovanja sociopolitično-okoljskega vpliva na... Sociopolitično-okoljskega vpliva na kaj? Na kaj? To je to. To sploh ni noben stavek. Kakšno zvezo pa sploh ima z oblačili? Še posebej z dresurnimi. Vam moram to še narisati? Lajki. Vse sem poimenoval. Smiljeva jahalna bluza, Smiljeva jahalna jakna, Smiljeve jahalne hlače, Smiljeva jahalna čelada. In to je samoustavno. Genialno, Smil. Ja, saj vem. Dobro, ljudje, pripravimo vse. Žal dan ni neskončno dolg. Misli, da bodo ljudje jahali v tem? Ali Smil ne ve, da ima dresurna obleka dolgo tradicijo? Pravzaprav obstaja razlog, da jo krojijo na prav poseben način. No, punce, kaj mislite o snemanju? Vid, si ti videl te obleke? Če ji lahko tako rečeš. Res je trapasta. Trapastuso. Pozabi, da so trapastega videza. V njih bo nemogoče jahati. Ne skrbi. Menda ne misliš, da jih bo kupil kakšen pravi jahač? Ali pač? Modni oblikovalec, kot je Smil, ne dela za resnični svet, Sara. Vid, zakaj sta Binetova starša privolila? Nista videla obleke. Ampak za Grivje je dobra reklama, če elegantno konjeništvo objavi sliko. Grivje res rabi nekaj reklame, sicer pa je samo modni članek. Saj ne bo prehudo. Ja, glede tega. Nekaj sem pozabil povedati. Ja, v redu boste. Čez pol ure vas bomo rabili na sceni. Zakaj pa moramo biti mi tam? Smil hoče, da vi nosite obleko. Vse boste na mojem snemanju. Posnel vas bom na vaših konjih. V mojih fabuloso novih oblačilih. Ves konjeniški svet se bo valjal od smeha. Kako se bomo sploh še lahko kdaj pokazali na kakšnem resnem tekmovanju? Oblačila se mi zdijo neudobna. V njih je najbrž težko hoditi, kaj šele jahati. Še sreča, da nam res ni treba jahati v njih. Vid je rekel, da bomo morale samo stati nekje v ozadju. Daleč v ozadju. Upam. Res mi ni jasno, kaj je narobe z vami. Res ne veste, kakšna fabuloso priložnost je to? Predstavljati Smilovo linijo je velika čast. Res fabulozo čast. Ne veste, kako veliko je treba žrtvovati za modo. Hej, spoznam se na modo. Ja, Moni šiva zase in za prijatelje. Udobne reči. Ja, saj se vidi. Kaj bi dala, da teh trap ne bi bilo na snemanju? Ja, saj niso profesionalke. Midve sva. Sta modela? Od kdaj? No ja, lahko bi bili, za razliko od vas. Hej, glej, tam je Bine. Pojdiva mu vse povedati. Živjo, Bine. Oj, kaj dogaja? Čakaj, da slišiš. Najbolj fabuloso se je zgodila nama z Zojo. No, Grivje mu tudi. Bojim se, da bomo vsi morali na snemanje. To bo pa res pravo ponižanje. Na srečo nam ni treba početi nič, samo stati. Tebi je lahko reči, ampak videli smo Smilove skice. Naše punce bodo izgledale kot klovni. Ne! To je nesprejemljivo. Osvetljava je že zastarela, pa ne mislim, da je retro. Kaj je s fabuloso svetlobo, ki smo jo omenili na sestanku? Ni fabuloso, ljudje. Sploh ni fabuloso. Moja knjiga Zgodovina dresure pravi: dresuro je prva začela izvajati vojska in tradicionalni kroj oblačil so stari stoletja. Potem pa je prišel Smil. Nisem se spomnila šivati dresurnih oblek. Če pa bi jih, bi bile čisto drugačne. Ne bi morali kaj reči? Vem, da bomo med snemanjem samo postavali v maneži, ampak Smil hoče, da bi jahači res nosili njegove obleke. Daj no, le kdo bi jih? Ali ne bi to utegnila biti slaba reklama za Grivje? Zakaj jih je tako strah povedati mnenje? Dekleta se najbrž bojijo, da bi lahko s tem povzročile kakšne težave. Dolgočasno je. Mogoče pa rabimo težave. Smil hoče vse na sceni in to takoj. To pomeni tudi konje.
Fabuloso, ljudje, fabuloso! Zdaj pa zajahajte svoje konje. Dobro, kdo gre prvi? Jaz! Ti greš, srček. Previdno, da je ne spustita. Zdaj lahko zlezeš gor. Če ne morem. Nočem kritizirati, Smil, ampak težko se premikam. Tvoja nova oblačila so krasna, ampak toga je napihnjena. Krasen je, kdor krasno gre. Brž na konja z njo. Sijajno, sijajno. Zdaj pa še ostali modni fabulosi. Super si, Zoja. Kakšen super genij je. Tudi ti si super, Klara. Vi štiri ste pa nekam tiho. Kaj mislite o novih Smilih? Genialno. Mojstersko. Fajn. Model bolj so fabuzoso. Loso! Reso fabuloso! Kje je moj kapučino? Jaz rabim svoj kapučino! Razjezile ste ga. Morale bi biti iskrene. Obleka je nemogoča. V njej ne moreš sedeti. V njej ne moreš migati. V njej ne moreš dihati in ne moreš niti videti. No ja, vseeno se potrudimo. Vsaj jahati nam ni treba v njih. Dobro, ljudje, ste pripravljeni? Krasno! Pripeljite modele! Ne! Kompozicija je zgrešena! Prestavite se malo bolj levo! Ne, na mojo levo! Še! Stop! Preveč levo! Zdaj pa nazaj! Levo! Dobro, tako dajmo, ljudje! Recite konjem, naj bodo bolj veseli! Kapučino. Daj robček. Prah. Mislim, da smo končali. Ja, stisni pesti. Fabuloso, ljudje. Poezija na kopitih. No, postavite, kako se že reče, saj veste. Čas je za skoke! Kaj? Pa ne v tej obleki. Preveč nevarno je. To pa ne bo šlo. Ne dovolim. Kako lahko braniš mladim izkoristiti tako fabuloso priložnost? Eden od njih bi lahko končal na naslovnici EK-ja? Nikar se ne razburjaj, Vid. S Klaro bova skočili. Samo povej, kako visoko. Poklical bom Binetove starše. Ne premikajte se, dokler se ne vrnem. Jasno? Ne razumem, Bevsk. Zakaj drugi ne povedo svoje, ko je tako pomembno? Veliko ljudi se boji spregovoriti, ker se bojijo, da bodo nepriljubljeni. Ali pa da se motijo. Zato molčijo. Na, kak dolg čas. V tem ni nobene drame. Konflikti so zabavni. Dobro, katera bo skakala prva? Nekaj moramo reči, po možnosti takoj. Saj bi se že zdavnaj spodobilo. Ne smemo dovoliti, da skočita. Preprečil jima bom. Ne morem nikamor. Starejša gre prva. Čakaj, no. Ti si hotela. Dobro, vidve, vidim, da rabita še ekstra dodatno spodbudo. Tako tista, ki skoči prva, pride na naslovnico EK-ja. Ja, že grem. Naša zmagovalka. To, bravo. Klara, ne. Saj se ne moreš premikati. Ne skači. Greva, dragica. Čili, to je to. Priložnost. Ne boj se. Ostala bova slavna. Zdaj.
Ne premikaj se! Si še cela? Kaj je bilo? Vrgel te je. Te kaj boli? Ne morem se premikati. Ne, nisem poškodovana. Kriva je ta grozna obleka. Pozabi na naslovnico, draga. Čeprav reči moram, da je podloga ublažila padec. No, ne zjajte. Spravite me iz te grozne cunje. Saj bi te, ampak v teh oblekah ne moremo sami razjahati. Bil sem Binetova starša. Snemanja je konec. Tega ne moreta. Rekla sta, da če bi vedela, kako nevarno bo, sploh ne bi privolila v to snemanje. In če se zaradi gospoda Šmita Smila komu kaj zgodi, bo odgovarjal pred sodiščem. No, zelo sem vesel, da ti ni nič. Boš dala pisno izjavo? Kar misli si, zlomila sem si noht na nogi. Se boš podpisal, ne? Bine, tvoja starša zanima, zakaj ni nihče nič rekel ali vsaj poklical. Kar dobro sta me privila, veš? In prav imata. Moral bi jima kaj reči. Vsi bi morali vid in ne samo ti. Moni ima prav. Oprosti, Vid. Včasih potrebuješ veliko poguma, da spregovoriš. Ni bilo prav, da smo kar molčali. Imam prav, punce? Prav imaš, Alma. Lahko bi se mi kaj zgodilo. To je polomija. Revija EKA pričakuje slike že danes. Uničen sem, da veste. Uničen! Pa tako sem garal. Smil, prijatelj, lahko pomagamo tebi in Grivjemu. Kako, otrok? Kaj lahko narediš? Vzemi kapučino. Dobimo se v shrambi. Družba za mano. Škarje. Trakovi morajo stran. Nevarni so. Lahko se zakaj zataknejo in potegnejo jezdeca s konja. Nisem pomislil na to. Iglo. Nit. Dobra si. Ste vsi pripravljeni? Potem pa začnimo! Z vsem srcem upam, da Moni ve, kaj počne. Seveda ve, Čili. Moni je najboljša. Lahko ji zaupaš. Saj zaupam Kalipso. Jaz si zaupam, Kalipso. No, jaz si pa ne. In, wow. Poglejte to, ljudje. Krasne so. No, Smil, kako se ti zdi? Fabuloso, Moni. Celo navedel te bom kot sooblikovalko. Wow! Dobro, ljudje, na delo! Posneti moramo modo. Ne rada rečem, ampak izkazala si se. Bravo! Hvala, Klara! Če sem čisto odkrita, njegova obleka ni ravno praktična. Tvoja pa je. Veste kaj? Še zdaj mislim, da je naša stara dresurna obleka najboljša. Veš, na kaj me to spominja? Na kaj, Alma? Na cesarjeva nova oblačila. Zakaj? A nismo bili tako neumni kot ljudje, ki so se bali povedati cesarju, da jezdi skozi mesto brez oblačil? Veš kaj, prav imaš. Mi smo imeli vsaj oblečene smile. Dobra, Pine! Misliš, da si smešen? Pa ja. Hrana je presuha, tuna smrdi po ribah in ovratnica je prestara. Sram me je, da bi se z njo kazala. In nihče ni več slabe volje. Ni mi všeč, če so vsi zadovoljni. Angora, nehaj, ženo. Ja, res. O čem pa sploh govorita? Povem, kar mislim. Ni prav, da povemo, kar mislimo. Ni prav, Angora, da se ves čas samo pritožuješ. Obstaja razlika, veš? Ne, pa ne vem. Kakšna, prosim, pa je ta razlika? Veš, pritoževanje Javkanje. zaradi nečesa že ni ista stvar, kot če nekomu poveš nekaj, kar je res.
Zato ker veš, da je to zgrešeno in tudi nevarno. Saj zelo dobro veš, o čem govorim. Angora, pazi!